Dober večer. Lepo pozdravljeni na prvem dogodku Deluješ kot izbereš. Z nami je dr. Aleksander Zadel. Pozdravljeni. Pozdravljena, Melita. Gosti nas čudovita platforma pozitivne psihologije in zato takoj na začetku iskrena zahvala Nasti in Blanki v imenu obeh z Aleksandrom za zaupanje in za gostoljubje. Smo v res lepem studiu z tehnično opremo na varni distanci, ki nam omogoča bumerang. Za vizualne in verbalne komunikacije pa so poskrbeli sodelavci Herman in partnerji, tako da vsem skupaj iskrena hvala. Preden predam besedo dr. Zadelu, bi vas povabila, da nam postavljate vprašanja v chat, kot običajno. Se bova res potrudila, da bova na vse odgovorila, ampak ne bo mogoče čisto na vsakega. Kot je običajno za te dogodke, kdor bi želel potrdilo v udeležbi, najdete na komentarjih. In še ena stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, pozitivna psihologija vedno poskuša pomagati na vsakršen način in smo se tudi tokrat odločili, da pomagamo projektu Botrstvu in Hospic, tako da vas lepo prosim, če nam pomagate in pomagamo tistim, ki potrebujejo našo pomoč. Da ne bom predolga. Doktor Zadel, zakaj sva izbrala Deluješ kot izbereš? Hvala za besedo. Hvala vsem, ki ste si vzeli čas in se pridružili k današnjemu razgovoru. Z Melito sva imela idejo, da bi spregovorila na en tak sproščen, poučen način o časih, ki jih živimo. Obrača se leto, ko živimo v stanju izrednih razmer. Mineva leto epidemije, kljub temu, da smo imeli vmes en tak lep predah, v kateri se soočamo z izzivi, ki jih nismo bili navajeni, z izzivi, ki jih ne poznamo. V tem svojem kratkem nagovoru, preden se začnemo pogovarjati, sem želel opozoriti na nekaj stvari, ki jih epidemija in ta virus prinašata in kaj nam ta situacija odnaša na nek način. Zdaj, definitivno je epidemija odnesla možnost druženja. Seveda, ko imamo eno tako razmeroma nevarno možnost okužbe in potem tudi poteka bolezni, seveda je smiseln ukrep preprečiti druženje. Ma to že vsi veste. Jaz bi rad opozoril, v bistvu, kaj se je zgodilo v tem trenutku. V tem letu smo spoznali in se ozavedli, kaj nam v resnici druženje pomeni, kako pomembno je druženje ljudi. Mi v medosebnih odnosih zadovoljujemo ogromno enih potreb. In mi se ne zavedamo, koliko nam pomenijo nasmeški, priznanja, pogledi drugih ljudi, v katerih smo opaženi, se čutimo, da smo prijetno oblečeni, da zgledamo v dobri formi, oziroma če nismo, da ravno tako nekdo to opazi, da čutiš empatijo, povezanost z ljudmi. In seveda vse te množice dražljajev, ki smo jih dobili od drugih ljudi, je izginila v trenutku, kot da bi nekdo luč ugasnil. In seveda kljub temu, da smo bili prisiljeni v razmišljanje o sebi, pomisli nase, bodi to, kar si, realiziraj sebe, torej ta pressing tega individualizma, uresniči sebe in tako naprej, se je pokazal, da je nemogoče živeti brez drugih ljudi. Da v bistvu še celo s tistimi, ki jih imamo najbolj radi, smo lahko boljši ljudje, če smo vmes nekaj časa tudi s tistimi, ki nam niso najpomembnejši na svetu. To je ena stvar. Kaj je druga stvar, ki jo je odnesla ta epidemija? Predvidljivost. Ljudje radi predvidevamo. Vsi trdimo, da smo zelo kreativna bitja, ampak smo v resnici bitja navad. Večina našega vedenja temelji na navadah. Seveda navade so vedenja, ki so dobra v predvidljivih okoliščinah. Torej naredim to in pričakujem, da se bo to in to zgodilo. In kar naenkrat seveda nam nova situacija, epidemiološka situacija, z novimi zahtevami obnašanja, seveda odzame en kup enih navad. Ampak kaj je dobra novica tukaj? Dobra novica je, da ozaveščamo svoje vedenja. Torej manj kot je predvidljivosti, manj kot delujemo na avtopilotu, bolj se zavedamo sebe, svojih odločitev. Če smo sposobni sprejemati dobre,
kreativne odločitve, seveda rastemo. Veliko ljudi, ko se vrne z nekega dopusta, reče, sem šel 1000 kilometrov stran, da bi spoznal sebe. Ma figo, mi smo šli samo v okolje, ki ni vključevalo v formulo življenja predvidljivosti. Kje boš jedel, kam boš šel, kje boš zavil na tej ulici. Ne? O vsem je bilo treba razmišljati, tukaj in zdaj. Nismo delali na avtopilotu. In tretja stvar, ki jo je definitivno ta epidemija odnesla v tem prvem mojem razmišljanju, je, da odnaša počasi pri marsikaterem upanje. Dela ljudi apatične. Torej ljudje, ki ne zadovoljujejo svojih potreb na način, da bi se dobro počutili ob tem, ko zadovoljujejo svoje potrebe, počasi ugotavljajo, da so njihova vedenja brez haska, brez moči, brez rezultata, brez zadovoljstva na koncu. In seveda, ko ljudje v nedogled ponavljajo ena vedenja, ki niso učinkovita, se učijo nemoči. Temu se reče naučena nemoč. Naučena nemoč te vodi v pasivnost. Te ne vodi v iskanje novih rešitev, ampak v pasivnost. In tisto, kar z zaskrbljenjem opažam, pač kot psiholog, ko govorim z ljudmi, da pri marsikaterih ljudeh upada strast, volja, želja po iskanju novega, po kreiranju novih vedenj, novih rešitev, novih situacij. In seveda ta apatija s časoma lahko prerase tudi v depresijo, ki je pa že itak eden od strateških problemov zahodne družbe, kjer rezultati kaže, da približno tretjina ljudi enkrat tekom svojega življenja izkazuje simptome depresije skozi daljše obdobje, kot je 1 leto. Zdaj sem povedal, kaj je odnesla ta epidemija, ta korona kriza. Zdaj, kaj pa prenesla? Zdaj, seveda, če sem govoril o stvarih, ki jih je odnesla in niso v redu, bi kdo zdaj rekel, kaj pa je dobrega prenesla? Ne? Je vprašanje, če je prenesla kaj dobrega. Ne? Upam, da bomo v tem, kar nam prinaša, našli izziv. Ampak prva stvar, ki jo jaz vidim, je povzročila strašljivo neravnovesje. Lejte, ljudje smo že itak labilni sistemi. Zato, da bi imel jaz ravno pravi nivo kisika v krvi, da lahko delujem, je treba ves čas primerno dihati. Če tečem, moram dihati bolj, če sedim ali pa ležim, je treba dihati manj. Na srečo za te procese skrbijo moji mali možgani in ne moja zavest. Ne? Ker če ne, ko začnemo mi zavestno dihati ali pa skrbeti za dihanje, se itak zgodi vse narobe. No in to neravnovesje, ki se dogaja ves čas, mi ves čas iz enega ravnovesja drsimo ali pa drvimo včasih v neravnovesje. Ves čas si treba pomalem jesti, da si ravno prav sit, počiva, da si ravno prav spočiti in tako naprej. In potem se zdaj, kot sem prej rekel, razmere spremenijo. Vse drugače. Kako sebe da to ravnovesje, je velikanski izziv. Seveda te sanje, ki smo jih imeli na začetku, bomo več doma, bomo več z bližnjimi in tako naprej, so se hitro razblinile. Kaj pa ne z njimi počnem? In to je ena grozna stvar, ko si soočen z ljudmi, ki jih po definiciji imaš najrajši na svetu in ti postanejo počasi odveč. Kaj narediti? Kako si vzeti čas zase? No in ravno v tem neravnovesju, ki ga te razmere postavljajo kot izziv pred nas, seveda, jaz vedno govorim, zateči se k sebi, poslušaj sebe. Žal, seveda, ima večina ljudi seveda telefon, da ga posluša, ali pa uro, ki ti pove, naredi še 10 ali pa 100 korakov. Ne? Ampak zdaj je res prilika, da se vrnemo k sebi in da v bistvu poslušamo ta nemir, ki je v nas in kaj ta nemir naslavlja, katero potrebo, katero željo, katero hrepenenje naslavlja ta nemir. Mogoče druga stvar, ki mi prihaja naprej v tem kontekstu, je seveda, ki jo prinašajo ti časi, je negotovost. Negotovost pri naših pričakovanjih, kaj se bo zgodilo, če mi nekaj počnemo. Mi smo navajeni seveda zjutraj iti vstati, pa potem se očediti, pa iti v službo in tudi tja prideti. In pol tam tudi delati, in pol prideti domov in spet smo, kot da v toboganu smrti. Lahko se deremo, lahko se smejemo, lahko se jočemo, lahko nas je strah, lahko si mislimo, da bi šli dol, ampak v resnici ne naredimo nič, dokler se zvečer ne prepeljemo na zadnjo postajo. In na koncu tudi v življenju enkrat tako na zadnjo postajo. Zdaj pa so ves čas, vsak dan so križišča. Ves čas se je treba odločati. Seveda fantastična
prilika začutiti, da si živ. Ali pa začutiti, kako si utrujen, če nimaš kondicije. To so ti izzivi. In na koncu še ta zadnja stvar, ki jo opažam pač kot psiholog ali pa nek opazovalec, več je strahu v družbi. Ali pa vsaj odkritega strahu. Ne? Mi se radi trkamo po prsih, imamo rešitve za vse težave, ni problema zakreirati to in ono, ne vem, v svoji glavi rešimo, ne vem, palestinsko-izraelski konflikt do malce za svojimi idejami in tako naprej. Ma ko je treba rešiti en dnevni izziv, kako stopiti do enega človeka, stopiti v navednicah, seveda, ker ne moremo stopiti do človeka, ker je treba iti na Zoom, na Teams, ne vem na kakšno rešitev, ne, virtualno in tam biti pristen, biti pozoren. Ne, ljudje si mirno rečejo in si dajo na Zoomu, nimajo vključene kamere. Zakaj? Ker lahko. Meni se zdi to grozno. Nihče v živo ne pride na sestanek, ki ne drži pred sabo enega lista papirja, ker ga lahko. Ne? In v bistvu takrat, ko bi še lahko zadovoljili kakšno svojo potrebo, ko bi lahko naredili nekaj zase, se zatečemo v nekem navideznem strahu, ko češ, ne bo nihče gledal zida v mojem stanovanju, ker ne bom jaz delil intimnosti svojega stanovanja z vsemi, ki so na sestanku. In vsi ti na sestanku so bili že prej enkrat pri meni doma. Ampak ker jaz lahko ugasnem kamero, evo to naredim. Tukaj prihaja do njih, jaz rečem, vidim veliko teh kontradiktornosti, ne? Ko si želimo pristnega stika in ko imamo možnost, da nam tehnologija pomaga imeti malo bolj pristen stik, si tega ne vzamemo. Se zatečemo v eno svojo, če mi dovolite, bom rekel, kar lenobo. Ne? In se ne zjutraj uštimamo za na Zoom, tako kot se spodobi in zagre, ampak smo v trenirki, smo eni majci. Ker lahko, ker smo doma. Ne? Se oblečemo za na sestanek enako kot za na fitness ali pa za zvečer pred televizijo. In tukaj mislim, da delamo eno veliko napako in tukaj, ko delam z ljudmi, pravim, ne, obnašaj se ne tako, kot si se prej, bolj skrbno do sebe, kot si se prej. Si dobil telefon, super, odgovori na klic in stopi ven iz stanovanja. Naredi 2 kroga okrog hiše, medtem ko se pogovarjaš po telefonu. In tako naprej. Da se živeti precej kakovostno tudi v teh razmerah. To je moje, bom rekel, prvotno sporočilo. Hvala lepa. Mogoče preden nadaljujeva samo pojasnilo, ko sva se pripravljala na ta dogodek, ker se poznava že leta, sem vprašala, Aleksandar, se vikava ali se tikava? Spomniš, kaj si mi odgovoril? Da se tikava. Zato, ker si hotel avtentičnost pa iskrenost. Zato se bova midva tudi tikala danes, ker je bilo sicer neiskreno. Se bi navezala kar na tvoj zadnji stavek. Da se živeti precej kakovostno v teh časih. Ampak v svojih mislih si pa govoril predvsem o negativnih, absolutno negativnih vidikih epidemije in da je bolj malo pozitivnih. Pa bi te vseeno izvala. Meni se pa zdi, da še nikoli niso bile šole tako pomembne. Tudi pri učencih. Zelo dobro. Komi čakajo, da grejo v šolo? Starši komi čakajo, da grejo v šolo? Učitelji komi čakajo, da grejo v šolo? Nikoli nismo skrbeli za tako higieno. Nikoli nismo bili tako dosledni do tega, da s prehladom ne hodiš okrog. Absolutno so negativne posledice velike, ampak a ni tudi na nas, da izberemo, kako delujemo, da iščemo tudi te pozitivne stvari, ki se vendarle nekako dogajajo? Drži. Moj nagovor je v bistvu opozoril na situacijo, na stanje. Jaz se zavedam, da si želijo ljudje biti slišani. Ne želim biti površen. Vse bo v redu, vse bo dobro, prikličite pozitivo v svoje življenje, razmišljajte pozitivno in potem se bo blagostanje naselilo v vaš vsakdan. Ne, imamo težave, ma pejmo noter v njo. Imamo stisko, dajmo poslušati, kaj nam govori. In se namenoma si 10 minut privoščil govoriti o stiskah. Ne, da bi bil slišan, da bi se povezal z ljudmi. Jaz govorim o vas, o ljudeh na drugi strani. Super, da so tukaj pozitivni ljudje, da imamo pozitivno psihologijo, ma nismo žrtve občutka, da moramo biti srečni in zadovoljni ves čas.
Ne moremo, ne? Ne moremo. Ne moremo. In če se zdaj vrnem v bistvu na vprašanje, ne? Ja, ravno zdaj smo ugotovili, kot sem prej nakazal, kako je družba pomembna, zdaj kako je šola pomembna, ne? Kako pomembno je druženje. Si predstavljate, da bi kadarkoli dijaki v srednji šoli protestirali, da hočejo v šolo, preden se je zdaj ta situacija zgodila taka, kot je. Seveda imamo radi druženje, seveda imamo hkrati tudi 1000 idej, kako bi lahko šola boljša, bolj kakovostna, bolj pisana na kožo ne otroka, bolj pisana na kožo potreb današnjega časa, razvoja družbe v tem času, caplja za tem razvojem, daleč nazaj. In jaz verjamem, da imamo danes priložnost, da redefiniramo vsa področja družbenega in osebnega življenja. Zato me je groza, če kdo reče, komaj čakam, da bo po starem nazaj. Upam, da ne bo po starem nazaj. Ne šola, ne zdravstvo, ne žurke, ne stadionski koncerti. Ne vem, kaj bo. Ne predstavljam si žura z maskami. Rad vidim obraz človeka, rad vidim njegove iskre oči, smeh. Za pleksi steklom? Tudi če je za pleksi steklom. Ampak ga vidim. Ne? Smo našli način. In ga bomo našli način. In verjamem, da bodo ta preupraševanja, ki se ne bodo končala ob koncu prve etape cepljenja, ostala del novega časa, ki ga živimo, in se veselim rešitev, ki jih bo posameznik in družba prinesel v skupnost in v življenje. Posameznik in družba. Oboji, Posameznik lahko oboji. v družbo. Vsak na svoj način, tako. Ko smo govorili o šoli, ne, decembra, ko smo se pogovarjali, da bo imela ta dogodek, pa ga potem nismo mogli zaradi bolezni, a ne, so bila izhodišča najna drugačna, kot so danes. Drži. Stiske so bile drugačne. Otroci so bili doma, starši so bili doma, 24 ur na dan, ni bilo ne vrtcev, ne ničesar. In je bilo predvsem to uskladiti, kako sploh možno biti doma ves čas, mama, žena, sodelavka, učiteljica, vse skupaj. In zdaj so se otroci vrnili v šolo. Je mogoče lažje, absolutno, za vse. Ampak so pa druge stiske, so pa drugi izzivi. Prej si mi rekel, da se morajo zdaj otroci, tudi srednješolci, ko so se vrnili v šolo, navaditi na nove odnose. Jaz mislim, da marsikdo ne pomisli na to. Jaz smo recimo nečakali, nisem pomislila na to, da se mora on navaditi na nove odnose. Kakšne nove odnose? Me tako zanimiva ta tvoja misel, pa če mi jo lahko mogoče sam malo bolj razložiš, kakšni so ti novi odnosi, da razumemo otroke, ki prihajajo zdaj iz 4-mesečne karantene, spet omejeno, ampak vendarle življenje. Tako gre moje razmišljanje, v bistvu v dve smeri gre. Ne? Ena stvar se tiče odnosov, ena stvar se tiče storilnosti, ki se pričakuje v šoli, ne? Če se dotakneva kratko šole. Seveda zdaj storilnostni sistem, tako kot ga živimo, ne, seveda pričakuje, da bi zdaj v teh 3 dobrih mesecih do konca šole, ali pa 4, ne, slabih 4, kaj? Nadomestili to, kar je izpadlo v teh od oktobra do zdaj. Ne? Kar je totalen nesmisel. To leto je drugačno. Jaz ga ne imenujem izgubljeno. Če bi imeli absolutne kriterije, kaj je prav, kaj je narobe, bi rekli, ja, po teh kriterijih je leto izgubljeno. Ampak, če gledamo malo širše, ne, otroci so dobili nove veščine, predvsem digitalne veščine, da ne govorimo o učiteljih, ne, nove digitalne veščine za učenje nadaljavo. To ni nezanemarljivo v svetu, v katerega ne samo da drvimo, ma smo že tam, v digitalnem svetu. Ne. Kako najti informacije, kako jih brati skupaj, kako ločiti zrnje od plev, kako se znajti sam, kako se zanesti na svoje moči, kako najti načine sodelovanja s sošolci, to vse je šlo. In tukaj so dobili določene kompetence vsi skupaj, učitelji in učenci. Zdaj pa seveda otroci pridejo v šolo, razbremenijo starše, starši imajo malo bolj so sproščeni, nimajo še enega šihta, če rečemo v navednicah, ne? Ampak zdaj kaj? Zdaj seveda učitelji pričakujejo, da bojo vsa izpraševanja, vse, kar smo nadomestili, v hipu prinesli noter, da bi rešili leto kot tako. Zdaj pred kratkim sem imel en Zoom predavanje za 500 učiteljev, ne vem jaz, a imam ta vpliv, ma jim polagam na srce. Razumte, da tudi za sedeti v šoli na najbolj željeni način je potrebna kondicija. In da otroci niso zdaj v marčevski kondiciji, ma so v septembrski kondiciji, torej ko so prišli s počitnic.
In seveda, ko otroci pridejo z počitnic, nimajo 5. septembra test, spraševanje, učenje za NPZ ali pa za ne vem kakšno maturo in tako naprej. Ne, prihajajo na obrate, če lahko tako rečem, se ogrevajo za resno delo. In če bi v šolah teh prvih 14 dni, 3 tedne, namenili temu zgolj, da se dajo na skupni imenovalec, da se povežejo v eno skupnost, v en tim, da začnejo spet drugega slišati, si pomagati, sodelovati v živo, kot so prej, mislim, da bi komaj se pripravili na te razmere, da bojo pol v tistem času, ki bo ostal, res lahko optimalni in učinkoviti. Če bojo hoteli preskočiti to fazo, se jim hitro lahko zgodi kot enemu tekaču, ki je prepričan, da bo danes pretekel 21 km, pa prej 4 mesece ni dvignil riti iz kavča, ne? Ja, jutri se bo poškodoval, jutri bo imel muskul fiber, zgubil bo voljo, veselje, radost in ne bo nikdar pretekel teh 21 km. Treba iti najprej 3-krat okrog hiše. Zato v bistvu vedno, ko pride do takih razmer, kot so zdaj, opozarjam, pa ne bi rad, da se tudi ponavljam, sporočite, kaj vam je težko, dijakom. Povejte, kaj vam je težko, svojim otrokom, ki dva sta še osnovnošolska, ne? Ja, povejte, kaj ti je težko. Dej ven iz sebe, ne držati v sebi. Jaz ne rečem, da boš slišan, ne? Ampak, lej, mogoče te nekdo sliši, mogoče bo eden od učiteljev drugače peljal uro, če bo eden dvignil roko pa prosil pomoč zase ali pa za sošolce. Verjetno imajo tudi učitelji tukaj kar nekaj težav za vsem tem prilagajanjem pa spoznavanjem svojih dijakov ponovno. Tako, zato se rekel, dve smeri gre vedno moje razmišljanje, ne? Tako kot otrokom, tako z učiteljem. Ne? Tudi verjetno za odločitvami, ne? Ko ena izmed stvari, ko se nam dogaja v tej družbi, je kriza nezaupanja. Pa ne govorim o nezaupanju političnem, medijskem, kakorkoli. Ampak mi enostavno smo prišli do faze, da ne zaupamo več stroki, zdravnikom, znanosti, mislim, teorije zarote o cepivih, o testih, o čemarkoli, ne? Kako lahko ponovno kot posameznik se postaviš na mesto, da zaupaš, odgovorno zaupaš in tudi jaz mislim, da je moja odgovornost, da prepričam svoje starše ali kogarkoli, da je bolje, da zaupaš stroki in se greš cepiti, kot da se postavim na nasprotno stališče in kričim na ljudi, ki to želijo narediti. Kaj tukaj lahko narediš kot posameznik v odgovornosti do družbe, ker v končni fazi govorimo o solidarnosti? To je neverjetno vprašanje v smislu odgovornosti, ki jo čutim pri tem odgovoru. Lejte, znanost kot taka je za marsikoga je dolgočasna. Predstavlja dejstva, suhoparna dejstva. Dvom je veliko bolj zanimiv. Populizem je seksi, je atraktiven. Biti vplivnež ne pomeni, da poveš nekaj modrega, pametnega, ampak da to poveš na zabaven način. In v bistvu tisto, kar pred izzivom, ki je danes znanost, družba kot taka, je, kako narediti temeljna sporočila varnosti zanimiva za poslušalca. Naslednji veliki izziv, v samo znanost je ukorporiran dvom. Če hoče biti znanost verodostojna, mora dvomiti celo v svoje izsledke. Noben teoretik zarote ne dvomi vase. Noben influencer ne dvomi vase. Znanost dvomi vase. Torej, koga bo zmirno naveličan, zmirno prestrašen, zmirno negotov človek poslušal v tem primeru? Nekoga, ki izgleda suveren, lep, ki ve, kaj govori. Maska koliko odstotkov takih in tako velikih delcev zaustavi? 97 odstotkov. Torej ne vseh ne, ampak tiste ključne slabe ja. Ampak ste rekli prej, da ne vseh. Zakaj bi nosili masko? Se ne osredotoči nekdo na temeljno sporočilo. Z nošnjo mask se prenos virusov, neželjenih, česarkoli delcev, ustavi za 27%, če vsi to nosimo, se zmanjša tveganje, da zbolite in tako naprej. Ne.
ne pomaga nič. Itak, če 3%, ne. Torej, kaj hoče nekdo slišati, ne? In jezni, predvsem poudarim tukaj jezni in negotovi ljudje, seveda izkoriščajo to dejstvo znanosti, da ni popolna, nikoli ni popolna. Vedno išče popolnost. V vsakem novem odgovoru najde 3 nova vprašanja. In tako gre lahko naprej. Medtem, kot pravim, dvomljivci seveda so preprosto govoreči, zabavni, v šali povejo, suvereno, prepričani in nagovorijo seveda tiste poslušalce, mi hodi beseda neuke, ne bi rad dajal v nič ljudi, ne? Ampak jaz sem tudi neuk, jaz se vse čas učim. Ne? Ampak bolj kot sem prestrašen, bolj kot sem naveličan, bolj kot rabim entertainment, ne, zabavo. Bolj si dovzeten. Bolj sem dovzeten za teorije zarote. Drži. Je stvar komunikacije. Komunikacija še nikoli ni bila tako pomembna kot zdaj. Ja. Pa ne govorim samo o verodostojnosti, ampak o sporočilih, o katerih ti govoriš, o kanalih, o orodjih, absolutno. Ampak Samo eno stvar, mi je padla asociacija. Torej, ko sem jaz šel na srednjo šolo, ne, ko so predstavili srednjo šolo, so nam pokazali kemijo, predmet kemije. Wow, eksperimenti, to je prostor, kjer bomo delali eksperimente in tako naprej. Ne. Se spomnim, to mi je sin isto rekel, ko je šel na informativni dan, ne. Bojo eksperimenti. Vprašaj čez 1 leto, koliko eksperimentov ste naredili v srednji šoli? Nobenega. Kaj ste se učili formule? Ne. Razumete? To je naše življenje. Ne. Šolo je treba narediti zabavno, zanimivo, no, da mi kdo ne bo zamiril, da zabava in resnost ne gresta skupaj, čeprav gresta zelo resno skupaj. Ne. Zanimivo, dotakniti se stvari, biti zdraven, biti prisoten, eksperimentirati in tako naprej in potem se bomo vsi skupaj lažje učili, lažje sprejeli znanost, ne, in seveda potem tudi lažje se šli na koncu dneva cepiti. Vendar je to dokaj vsaj srednjeročno, ta sprememba. Ja. Ampak mi smo tukaj in zdaj. Danes zjutraj sem, mislim, na enem izmed portalov, mislim, da bo zvečer na Večernih novicah, videla en res drastičen primer te krize nezaupanja in sicer testiranje z PCR testom. Mama posnela njen odnos do zdravstvenega tehnika, kako ga je verbalno napadala in grozila s policijo, da ker ni želel njene hčerke testirati preko ust, ampak preko nosne votline, mu je ona grozila. Do tega smo prišli. In drugi, ko je bil še hujši, je skupina nasprotnikov cepljenja verbalno z zvočnikom napadla starejšega gospoda, ki se je šel cepiti. Ja. To ne more biti stvar samo neke lastne izbire. Ne? Torej, tudi mi, ko to vidimo, moramo nekako ravnati, ne moramo tega enostavno sprejeti. To ni spet stvar samo komunikacije, ampak to je ravno to, deluješ kot izbereš. Ne? Mislim, odgovornost, če govorimo o solidarnosti pa družbi, pa skupaj bomo šli čez to, kako se teh agresivnih vedenj to ubraniti, no? Ne sprejemati jih. Zdaj, prva stvar, ki jaz lahko tukaj povem, ne, da v bistvu ta agresivnost vedno izvira iz stiske. Seveda unemu, ki je bil nazjan, to nič ne pomaga. Ma mogoče, če se začne zavedati, da ne tak je imel bris na pravilen, strokoven način, ne ta gospod, ki se je odločil, da se gre cepiti, nista izzvala tega vedenja. Laično rečeno, nista bila kriva. Ne? To pomeni, to je prva stvar, ki ti lahko mogoče malček poboža dušo, nekdo se ne dere nate, ampak se pač dere. Dere iz sebe, iz stiske, iz nemoči, iz negotovosti. Jaz zdaj, ki lahko modrujem, ker nisem pod tem udarom tega zvočnika in tega kričanja, lahko rečem, razmisli o tem, da je vsa agresija nastane iz nemoči človeka. Močan človek ne rabi agresivnosti. Zakaj to razlagam, ker ne zgleda logično, ampak zato, da pridemo do druge točke, da ko ti se ne počuti, da si ti nagovorjen z agresijo, lahko poiščeš moč v sebi, da prav izbereš na to agresijo. Ne za novo agresijo. Pač ta gospod s tem, da mirno se gre cepiti in naredi tisto, kar se njemu zdi prav, in ta tehnik, da opravi mirno svoje delo. Kakor se mu zdi strokovno, primirno in prav.
Torej, ta prva točka, o kateri sem prej govoril, ima svoj smisel v tem, da najdeš moč v sebi, da ravnaš tako, kot izbereš, tako, kot se ti zdi prav. Hkrati pa, ko začneš razmišljati o svetu, ne, kot o izhodišču za svoje, kako bi to povedal, svet je informacija. In nekatere informacije res niso lepe. Ljudje, ki kričijo na nas, niso lepa informacija, niso lep dražljaj, kot je lep miren sončni zahod, ko je prijazen človek, ki se ti nasmehne in te lepo pozdravi, ki gre nasproti tebi. Ampak vendar je samo dražljaj. Kako ga jaz vzamem, jaz interpretiram, je odvisno od mene. Kako izbereš? Jaz sem se navadil ljudem, ki kričijo name, reči, a mi lahko, dobro, da se razumemo, pred nekaterimi bežim, moš tudi presoditi, kdaj kaj vprašaš, pa kdaj ne. Ampak recimo v poslovnih odnosih in tako naprej, ko se ne bojim, da me kdo s krepelcem po glavi nečem, a mi lahko to bolj podrobno razložiš. Ti si nemogoč, s tabo se ne da delati. A mi lahko to bolj podrobno razložiš. Ne veste, kakšno neizmerno moč ima tako vprašanje proti agresiji nekoga drugega. A mi lahko bolj podrobno razložiš, zakaj sem jaz tepec, kreten, pa karkoli grda beseda že tukaj bi sledila zdraven. Ne? To ne reči na tržnici, ko vas nekdo lovi in grdo zgleda in vas lovi. Ne? Bežte, ne se pogovarjati. Ne? Ampak v vseh ostalih, ne, to ti da moč, ker nisi ti tisti, ki si spodbudil to agresivnost. Zdaj, ozaveščanje družbe gre pa ravno v tej smeri, kot pa mogoče že nakazujeva. Ne? Torej, učiti ljudi, kot so ta gospa, kot oni z tem mikrofonom, ne? Da v bistvu imajo legitimne načine za preizpraševanje znanosti ali pa vedenja ljudi v zdravstvu, ne pa agresivne načine. Ampak to je tek na dolge proge. Ja. Pri teku na kratke proge nimam dobrega odgovora, razen tega ne spodbujajmo, ne biti čim manj dražljaj, ki lahko povzroči to, da te drugi s krepelcem po glavi. Deluješ, kot izbereš. Ja. Okay. Se bova vrnila, imava pa eno vprašanje, kar prebrala. Med pridobitve zadnjega leta bi lahko šteli tudi delo nadaljavo, ki je postalo za veliko uslužbencev normalno. Težava, ki jo občutim pri tem je, da od doma delam še precej več, kot bi v pisarni. Tistega časa, ki bi sicer bil porabljen za potovanje na delo, pa tudi nikjer ne ostaja. Kako se organizirati pri tem delu nadaljavo? Kako pridobiti te nove veščine fleksibilnega dela? Ja, hvala za to vprašanje. Zgleda, da je prišlo iz publike, če sem prav razumel. Čudovito. Se opravičujem. Jaz, ko delam ali coaching, ali pa imam te delavnice, govorim veliko o strukturi. Ljudje, seveda, ko so doma, si dovolijo ogromno dražljajev, ki jih zmoti, ki jih popeljejo v, če mi dovolite reči, zelo neposredno v izgubo časa. Ne? Že to, koliko časa ena kava traja, koliko časa traja lahko en zasebni telefonski pogovor, ne? Ker ga ne delaš pod pritiskom, da si v službi, pa da te nekdo gleda in tako naprej. Ne? In potem seveda sicer zgleda, da ti delaš 9 ur, ne? Ali pa še dlje, kot si delal v službi, ampak je dostikrat naša učinkovitost pri delu od doma seveda veliko manjša. In kakorkoli je za marsikoga seveda čudovito, da dela od doma, ker, kot smo rekli, se ne vozi toliko in tako naprej, tega časa nikjer ne ostane. Jaz sem ljudi kar dajal v strukturo, mislim jaz, učil ali pa smo skupaj našli strukturo. Dobesedno, kdaj ostaneš, isto, koliko časa rabiš, da se pripraviš za šolo in tako naprej. In potem v bistvu v tem svetu se pa začnejo dogajati tiste ure, tiste minute, ki jih pridobiš zaradi tega, ker se ne voziš, ker nisi na cesti in tako naprej. Naj se vam ne zdi samoumevno, da če delaš od doma, da odpreš računalnik, pa malo delaš, potem greš malo še pogledati, kaj delajo drugi otroci in tako naprej. Ne, ko delate, vzemite si čas za delo, odmaknite moteče dejavnike in tudi seveda proste ljudi, da vas obravnavajo kot tistega, ki je zdaj v službi, ne pa nekdo, ki je doma v resnici. Ne? Ki je 24/7. Ko so bili tisti otroci doma, ko niso šli v šolo in tako naprej, sem ves čas učil, še posebej, ko so bili pari, recimo tam, ko je bilo to možno, da so dobesedno med 8 in 10 uro enega od staršev otroci ne tikajo, imajo enega. In takrat se tisti res 100% lahko posveti stvarem, ki jih
za službo hoče delati osredotočeno. In med 10 in 12 uro zamenjate ti dve vlogi. In gre otroci lahko k drugemu. Torej jasna struktura, dobesedno pravila. Kaj bomo doma pravila? Čim bolj natančna pravila obnašanja, tako kot so v službi. In potem v bistvu si lahko začnemo v bistvu obetati, da se bo presija na to, da smo, kot si rekla, 24/7 zavezani na službo, začela zmanjševati. Hvala. Se bom navezala zdaj spet na to, no? Na delo od doma, spremenjeni odnosi, otrok, ki se vračajo, spremenjeni odnosi tudi v bistvu sodelavcev, ne? Ki se vračajo v službo oziroma kolobarjenje, malo si od doma, malo si v pisarni. Tudi to so neke nove normalnosti, s katerimi se soočamo. S tem pa so tudi novi načini komuniciranja, pa ne govorim samo o Teamsih, pa o Zoomih, pa o ne vem katerih vseh teh orodjih, ampak so način, vsebina, ton, ki se ne vidiš, pa imaš vendarle odvoditi nek zelo zahteven sestanek ali pa imeti izjemno težko kreativno prezentacijo prek Zooma. To so spet neke nove navade, ki nam jih je prinesla epidemija, ki se jih lahko ali pa se jih ne naučimo. In izbereš, da se jih naučiš. Kako smo se v tem segmentu spremenili in kaj lahko v bistvu še izboljšamo? Ja, jaz v bistvu pravim tako, ne, da vsak sunek, ki te premakne iz cone udobja, je lahko priložnost. Ja. Ne, to pomeni to, da priješ ti iz cone udobja, pomeni tvoji stari vzorci vedenski, ki so bili navada in so prihranili energijo, so si ti seveda sicer omogočili več narediti v istem času, hkrati so te polenili. Navada te vedno poleni v nekem smislu. Ne? Kakor ti da čas, te poleni. Torej, nova razmerja, novi odnosi nam seveda omogočajo danes pridobivanje novih spretnosti, novih kompetenc. In kot sem rekel, ne, digitalna družba, v katero prihajamo, nam je vendarle torej epidemija nam je omogočila, da vstopamo v to digitalno obdobje pripravljeni, ker smo, hočeš, nočeš, ta nova orodja, če smo hoteli delati, bili primorani sprejeti, se jih navaditi, jih dati v svojo realnost. Ampak jaz, tudi če pridem v okolje, ker mi rečejo, recimo imam delavnico, reče, veste, mi smo pa dovolili, da tisti, ki so od doma, nimajo vklopljene kamere. Jaz v bistvu vsakih 5 minut opozorim in jih prosim, jaz ne moram zahtevati, ne? Ja. In jim povem dobrobiti tega, da vklopijo kamere. In povem dobrobiti tega, da dobijo v tem času tudi vizualno povratno informacijo, ne zgolj slušno. Da kako je to pomembno za splošno zadovoljitev njihovih potreb. Da opazijo drugega, da opazijo naklonjenost, nasmešek. Jaz ne morem videti nasmeška, ko povem eno šalo, ne, če sem sodelavec, od sodelavca, ki ima izklopljeno kamero. Ja, nimaš odziva, ne vidiš. Ne vidiš odziva. Torej, ta tehnologija, taka kot danes je, nam omogoča daleč od tega, da bi rekel enake možnosti, kot če smo v živo skupaj. Se pa lahko tem možnostim zelo približamo. In če vsak nasmešek manj, vsaka organiziranost manj, vsaka minuta, ki jo mi izgubimo zaradi tega, ker gremo v lagodje, da smo lahko v trenirki, da ni pomembno, kako izgledamo, da mogoče, ko vi se stankujete, jaz lahko celo igrice igram. To so napake, ki jih danes ljudje delajo, nevede zgubljajo zmožnost, da bi v tej digitalni družbi lahko tekmovali z dobro kondicijo in na prav način. Bojo ostali poraženci tega časa, s tem, da se zatečejo v te načine obnašanja, ki so jim na razpolago. Če grem v službo, ne morem biti v trenirki. Super. Če sem doma, sem lahko. Wow, super, kako je to dobro. In se ne zavedam, da sem naredil nekaj slabega zase. Ja, ne veš. Ne veš, ne. To je ena izmed stvari, na katero lahko vplivaš, ko nimaš vpliva. Tako. Je kako se počutiš, kako si oblečen, ali si v raztrgani trenirki ali pa si v hlačah. Ne? Ko mi drvimo v ugodje, ko mi v bistvu opuščamo redne dejavnosti, urnike, strukturo, predvidljivost in gremo v to bolj lagodno, ležerno doživljanje sebe v delovnem okolju, se nam zgodi tako, kot je ta gospod ali gospa napisala, ne, da čez čas v bistvu se nam zvrne vse na glavo. Ne zgubimo kondicijo, smo v trenirki, kje je zdaj pa to dobro počutje? Delam več, kot sem delal prej. Ni nobenemu treba delati več. Razen, če je več dela.
Ampak takrat dvignete roko, pokažete, da je več dela, rabimo novega sodelavca. Zdaj je kdo kaj grdega rekel, ko sem to tako preprosto rekel. Ampak proces je pa natanko tak. Mislim, da vsem so malo razlike, no, ampak se pa strinjam. Ne? Poenostavim samo toliko, dokler skrajšam svoj odgovor. Se razumem pa kompleksnosti tega, kar sem rekel. Se strinjam, doktor Zadela, sem želela poudariti. Se mi zdi pa fascinantno, spet navezava na te nove veščine in vse. Kako smo se dobesedno čez noč prilagodili marca lansko leto na novo realnost, na ostajanje doma, osvojili smo Zoom, Teams in vse čez noč. Pa ne sem to, starejši in moji starši so začeli uporabljati videoklice, Skype in vse, zaradi tega, ker je bila to neka stvar, ko nas je zbližala in je to postala zdaj neka najbolj običajna zadeva. Ampak ta naša prilagodljivost čez noč novim razmeram, maskam, distancam, ostajanju doma in vse to, je po eni strani fascinantna, po drugi strani pa malo grozljiva. Jaz to vidim drugače. Meni se zdi, da je ta potencial, da razvijamo ta vedenja, te rešitve v nas bil. To pomeni, mi smo imeli ta orodja na razpolago. Jih nismo uporabljali. Je bilo zelo samoumevno, da če si imel poslovni sestanek, da si se odpeljal v Celje, v Maribor. Mi nismo ravnali ekološko in šli preko Zooma. Mi nismo ravnali z vidika varnosti in ne šli in ostali preko Zooma, smo šli na cesto, pokurili toliko goriva in tako naprej. Potem nam je ta, epidemija omogočila, da se tudi danes, potem, ko se spet lahko peljemo naokrog, za potrdilom, da gremo službeno, še vedno odločamo za sestanke na nov, dajmo mu reči, način. In to se mi zdi neizmeren napredek in je prav, da gremo v to smer. Da izkoristimo tehnologijo, ki nam omogoča določene stvari narediti, ne zato, da gremo na novo tehnologijo, da se vrnemo k sebi. Da dobimo tisti čas zopet, ki je poslušalec ali poslušalka rekla, zase. Da gremo na zrak, da objemamo ljudi, ki jih imamo radi, da se z njimi crkljamo, da gremo v gost in tulimo od žalosti. Torej, da smo ljudje in človeški. Na ta način jaz verjamem, da lahko s tehnologijo dobro sobivamo in zdaj in še tudi vnaprej. Vezano na tehnologijo, imava novi dve vprašanji. Vodenje tima nadaljavo, Zoom, Teams, kakorkoli. Katere so glavne razlike glede vodenja nadaljavo in vodenja v živo? Človeka vidiš, človeka čutiš, nadaljavo je to težje. Kakšne so glavne razlike pri vodenju? Prva, ki mi pade na pamet in bi bo seveda pomagala odgovoriti še na eno prejšnje vprašanje, je zaupanje. Ki si že načela zaupanje, pa mogoče se nisem dovolj tukaj zraven ustavil. Ko vodimo tim nadaljavo, seveda se pokaže, kdo lahko odgovorno opravi svoje delo. Odgovorno opraviti svoje delo ni vedno samo priti do cilja, priti do rezultata. Pomeni tudi povedati, da ne zmoreš, da ne znaš, da rabiš pomoč. Torej, pri delu nadaljavo se dejansko spet začne pojavljati potreba po eni čisto človeški lastnosti, ki je zaupanja. Ki če sedimo skupaj in se imamo drugega na očeh, ali pa smo iz pisarne v pisarno, seveda lahko preverim. Zdaj pa nimam druge možnosti, kot da zaupam. Torej, spet ena lepa, celo vrednota kot veščina, kako zaupati. Mi vemo, da imamo ljudje bazično zaupanje, s katerim se rodimo, eno zaupanje, ki nastane na podlagi izkušenj in eno zaupanje, ki nastane na podlagi percepcije drugih ljudi. Tudi brez tvoje izkušnje. Ki mi ti poveš, sem bila na kliničnem centru, so me poštimali, so me ozdravili in jaz, ko grem naslednjič, rečem, tam delajo pa res dobri zdravniki, ki znajo nekoga pozdraviti. Tudi, če nisem imel te izkušnje. Torej, 3 vrste zaupanja. In ravno to se potem v timu začne na pravi način dogajati. Torej, vodje, ki so morali imeti vse pod kontrolo, videti ljudi, da so tam, da niso šli na kavo, seveda delegirajo zdaj nalogo, usklajujejo med sabo ljudi, jim dovolijo, seveda, ker nimajo druge možnosti, da popolnoma samostojno izberejo ritem dela, mogoče celo prioritete, način dela in potem dostavijo rezultat.
opažam zdaj v tem letu, da tisti vodje, ki so imeli prej res dobre odnose v timu, so preklopili zelo, zelo naravno, brez kakšnih hudih izzivov. Tam, kjer so pa vodili z strahom, za tisto surovo močjo pozicije, ukazovanja in tako naprej, je pa danes kaos. Ne zaradi tega, ker ljudje niso odgovorni, ker se ne znajdejo. To je tragedija. Ne, ker nekdo ne kriči na njih, ker se ne znajdejo v novih razmerah večje svobode. In tukaj spet, evo, da ne bomo rekli, da sem negativen, da sem sam pozitiva meje, ne? Tukaj zdaj vidim, da se pokaže, kako pomembno je v medosebnih odnosih med vodjo in sodelavci biti v dobrih odnosih. Med spoštljive, zaupne odnose. Zakaj? Da bom jaz kot vodja lahko miren. Da ljudje ne delajo dobro, ker sem jaz tukaj in vrtim bič, ne? Ampak zaradi tega, ker hočejo delati dobro. Ker je to njihova namera, da ko so prišli v službo, podpisali pogodbo z nami, da bi radi prispevali. Se lahko naučiš biti dober vodja? Ker bodimo pošteni, eni pač imajo te kapacitete in znanja in veščine, eni jih nimajo in želijo postati. Se lahko res naučiš biti dober vodja? Ja, seveda, lejte sem hotel reči, je zelo preprosto. Ne? Če bi mi zdaj začela vaditi nogomet, ne? Bi v bistvu čez en mesec oba boljše brcnila na žogo, bolj natančno. Ali pa imela ampak ti bi zvite gležnje. napredovala veliko bolj kot jaz, ker imaš ta potencial, recimo. Ali obratno, saj ne vem. Ne? To pomeni, potencial, ki ga imamo, pomeni samo, kako hitro ali pa kako daleč lahko napredujemo. Ampak trening in vodenje je oblika vedenja, torej ga lahko treniramo. Trening vedno prispeva k temu, da lahko pilimo, izboljšamo svoje vedenje. Torej ja, vodenje se ga da naučiti, ampak rajši bi uporabil nedoločnik učiti. Ves čas. Ker se ves čas ja. učimo novih izzivov, novih kreativnih tehnik, od komunikacije do vodenja, delegiranja, reševanja konfliktov, dajanja povratnih informacij in kar vse še pač pri vodenju zdravljenja je potrebno. Hvala. Ni čisto povezano vprašanje, ampak vsem ga bom zastavila, ker ga imava, ampak je na dajanje feedbacku, recimo. Super. Kako dopovedati delodajalcu ali sodelavcu, da ne moremo biti vedno dosegljivi, kadar oni želijo? To predvidevam, da je vprašanje dela od doma in Zoomov in vseh teh telekonferenc, ampak kako dopovedati, da nisi ves čas na voljo? Ja. Spet mi hodijo asociacije tudi v agresiji prej. Ne? Ne gre za to, da mi komorkoli karkoli dopovemo. Gre za to, da je naša drža dosledna znotraj tistega, kar zmoremo. Torej, če mi, bom dal najprej preprost ali pa banalen primer. Torej, če mi zbolimo na način, da se ne moremo oglasiti na telefon, ne, pač se ne oglasimo na telefon. In vsakemu na drugim strani jasno, da se ne moremo oglasiti. Zdaj, kdaj pa mi povlečemo mejo, da se ne bomo oglasili na telefon službeni, je pa naša odločitev, s katero navadimo svoje sodelavce. Torej, tisti trenutek, ko mi ne dvignemo telefona, recimo po 4. uri, če je delovni čas do 4. ure, in presodimo, da smo v situaciji, da ne bomo dvignili službenega telefona, pač ga ne dvignemo. Da je to odgovorno. To je odgovorno. Je pa res, da lahko nastanejo posledice, take in drugačne. Lahko je posledica ta, da nekdo reče, ok, ga ne bom klical po 4. uri, spoštujem njegovo zasebnost, lahko je pa to tudi izguba službe pomeni. Če je nekdo navajen, da jaz pač vedno dvigam in tudi če ne piše v nobeni pogodbi, pač nekdo že doseže, da jaz grem proč. Torej, ampak, a hočem jaz v taki službi delati? Torej, to je taka vprašanja, kot jih je pač postavil nekdo, ne, meni bolj usmerjajo nekako njim dopovedati, kako se sam odločiti, kdaj boš dvignil telefon ali ne. In ko ga dvigneš, si miren, da si ga dvignil, ko ga ne dvigneš, si pa tudi miren, da ga nisi. To je bolj pomembno, kot nekomu karkoli dopovedovati. Mi nič ne moramo drugim dopovedati. Lahko samo naredimo po svoje in drugi lahko to sprejmejo ali ne sprejmejo. Biti pa strah samega sebe, če ne bom dvignil telefon, joj, kaj se bo zgodilo, je pa najslabša stvar na svetu. Najtežje, ja. Testirajte ljudje. Testirajte. In to, da vedno dvigujete, ste že testirali, vas spravlja ob pamet, zgubljate zdravje, niste z otroci, nimate mirnega večera. Testirajte še to drugo možnost. Ni treba začeti ob 4 uri, ma reči ob 7 uri zvečer, ne dvigne več telefona. Bojo našli drugo rešitev. Vodenje, ne?
tudi v segmentu teh sodelavcev in biti dosegljiv. Komentar, pa se mi zdi, da na mestu, pa v bistvu je vprašanje, no? Zaupanje je postavilo na preizkušnjo tudi vodje. Če ne zaupaš sebi, ne bo zaupal svojim sodelavcem. Zelo dobro. Ne? Vezano tudi na veščine itd. Kako zaupati sebi? Pa zdaj smo vendarle v malo boljši situaciji, kot smo bili 1 leto nazaj, oziroma smo v bistvu na boljši situaciji. Kako zaupati sebi, da si upaš voditi nadaljavo, dosegati še više rezultate, ki so pomembni, slišati stvari, ki jih do zdaj nisi slišal, ker se nisi ukvarjal z tem, ali jaz delam od 8 do 10, ker moj mož dela od 10 do 2, da si zamenjava otroke. Kako si upa, da si zaupaš? Najprej bom povedal meni ljubo definicijo vodenja. Vodja posamezniku ali skupini oziroma timu daje tisto, kar posameznik ali skupina potrebuje. Ne to, kar on misli, da potrebuje. To, kar dejansko ljudje potrebujejo. To pomeni, veliko vodij poznam reči, jaz ne bom jih klical domov. Če ljudje želijo oseben klic od vodje domov, jih kliči in jih vprašaj, kako so. Ne, jaz ne bom ljudi spraševal, kako je v njihovem zasebnem življenju. Torej, več pravil, kot si postavimo, ki so dobra zame in slaba za ljudi, ki jih vodim, v navednicah slaba, večje težave bom imel za vzpostavljanje zaupanja. Torej, človek lahko začne graditi zaupanje do sebe na način, da ves čas to zaupanje testira. Ves čas čekira. Rabiš kaj, želiš, pričakuješ, kaj lahko za vas naredim in seveda pol to tudi narediš. In ko bo ljudje ugotovili, da od vodje dobijo tisto, kar pri vodenju potrebujejo, hkrati, da vodja spet, ne da jim dopove, ampak da spet pove, do katere meje lahko z njimi nekam gre, se vzpostavi, se začne graditi to lastno zaupanje. Obstajajo ljudje, ki se še sami s sabo ne morejo organizirati, da bi do ure odgovorili na eno elektronsko pošto, nekoga poklicali, nekaj sklicali in tako naprej. Tak ljudje ne morejo voditi drugih ljudi. Tak ljudje ne morejo razviti zaupanja. To so tisti ljudje, ki kričijo potem na druge ljudi. To so tisti ljudje, ki grozijo in se sklicujo na avtoriteto vodje. Žal. Začneš sebi zaupati, ko razumeš, da si servis za druge ljudi. Ne oni tebi servis, če si vodja. Ti servis za druge ljudi. Da ti njim omogočiš, da veliko in dobro delajo. Ne oni tebi, da zgledaš vrhunski vodja, ker imaš najboljše rezultate. Hvala. Mislim, da bova naslednji dogodek malo več o vodenju namenila, glede na te komentarje. Zanimivo. Približujeva se koncu, opozarjajo prijazni sodelavci, tako da imava še 2 vprašanji. Malo skačem, ampak gledam na komentarje. Vprašanje ob vsemu skupaj, ki se mi pojavlja. Ali se bomo znali, želeli po vseh ukrepih življenja nadaljavo vrniti v bolj bližnji oseben svet kot predtem? Milijoni let evolucije, ki so v nas zasadili potrebo po dotiku, ne bodo zginili v enem letu ali nekaj njih te epidemije. Potreba po človeškem stiku je tako lastna človeku, kot potreba po zraku, vodi. Ni časa, po katerem bi lahko rekli, če bo pa epidemija 3 leta čakala, potem se bomo pa totalno odtujili drug od drugega. Bomo iskali nove načine, kako prijeti, bomo bolj previdni, bolj nežni mogoče bomo bolj strpni, razumevajoči do drugega. Se nam ne bo zdelo samoumevno, grobo poseči v intimno sfero drugega človeka. In če bomo to prinesli iz tega obdobja, te izolacije, je to samo plus. Biti bolj nežen, bolj strpen, bolj previden, bolj razumevajoč, bolj mehek v odnosu. Je lahko tudi posledica vsega tega, kar zdaj doživljamo. In jaz vidim te stvari res kot eno čudovito lepo priložnost. Okay. Inovativen učitelj v teh časih. Kako odpirati prostor znotraj zbornic za pogovor, za iskanje novih možnosti poučevanja?
Mnogi učitelji ne želijo odpirati prostora pogovora in se samo zapirajo sami vase oziroma v prostor. Kje je vloga sodobnega učitelja znotraj svojih sodelavcev v 21. stoletju? Jaz mislim, da se, če se pohecam, celo področje šolstva se spreminja in sledi trendom prenove. Vse več opažam, tako na svojih predavanjih pri delu z učitelji, tudi v medijih, ne, da se pojavljajo učitelji, ki premikajo meje. Daleč od tega, da bi jaz bil miren in rekel, v katerokoli šolo gre moj otrok, bo naletel na učitelje, ki so predani svojemu delu, jaz verjamem, da so vsi predani, na način, ki ga zahteva ta čas. In so kreativni in približajo otroku znanje na način, ki ga ljudje, zdaj otroke imenujem ljudi, ne, ki ga ljudje v 21. stoletju so navajeni ali ga že celo lahko rečemo potrebujejo. In jaz vidim, da je tega vse več. Nismo še tam, niti približno, ampak mislim, da ti učitelji, ki imajo to strast, to predanost, pogum tudi, so med nami, so prisotni, so na šolah, vse bolj glasni so in imajo posnemovalce, imajo ljudi, ki stopajo za njimi in ja, čas je tukaj vedno najboljši, bom rekel, pomočnik. Ne? Imajo poslanstvo. Tako. Zadnje vprašanje, Aleksander. Se mi zdi pa res primerno za zadnje vprašanje. V tem času epidemije je v odnosih mnogo pritiskov. Poskušaš biti človek, sočuten, pa vendar zaradi tega doživljaš pritiske. Kako ostati človek za veliko in vzdržati pod pritiski v službi, doma, v odnosih? Kako ostati človek? Ni problem, da pod pritiskom spustimo ta pritisk ven. Jaz imam osebno vodilo. Ali bom to, kar bom zdaj rekel ali naredil, ali bo to izboljšalo stik z osebo, s katero govorim, poslabšalo odnos, ali ga pustilo nevtralnega. In seveda, če je tveganje, da poslabša odnos, tega ne naredim. Si pa ne preprečujem, da sem to, kar sem. Ne gre, ostati človek z veliko besedo, to ne pomeni, da se nikoli ne razjezite, da nikoli ne zajočete, da nikoli se ne počutite v brezupju. Bodite ljudje, izražajte svoje čustva, ma ne ob tem žaliti, omalovaževati, biti cinični, grobi, arogantni in agresivni. Tudi ta gospa, ki si jo omenila prej, bi lahko temu tehniku na različnih načinov izrazila svojo stisko. In enako tisti z megafonom, ki v bistvu ta megafon v resnici bi mogel biti v obrnjen, ker to je njihov strah, ki je njim namenjen. Njihovo dretje je namenjeno njim. Torej ne gre za to, da mi ne bi se smeli jokati, ker če bomo zadrževali v sebi tudi ta neprijetna čustva, bo veliko ljudi odneslo v agresijo in ni prav. Vse dajmo ven iz sebe. Samo dajmo predtem pomisliti, ali bo to, kar bom zdaj naredil, ogrozilo najin odnos. Pa na pravi način, ne? To je že potem zelo na pravi način. Odnos je spoštovanje, ne? Je pa še moje zadnje vprašanje, Aleksander, do naslednjič. Kaj lahko, ponavljam, to sem ga že, pa ga bom še enkrat, posamezniki, vsak od nas tu, kot posameznik pomagamo v družbi, v solidarnosti, poleg tega, da na 1919 pošljemo boter 5. Družbi, da bomo hitreje, boljše in za čim manj praskami prišli do naslednje faze in do zelene faze in končali nekoč za tem, kjer smo. Vsak posameznik kot del družbe. Hvala za to zadnje vprašanje. Pogosto ljudje čakamo, da bomo nekaj dobrega naredili, ko bo res prava priložnost, pa da bo to res vidno. Ne čakati. Dobro lahko začnemo zdaj. Če se ti zdi, da si drugi želi ali pa rabi nasmešek, dajmo nasmešek. Začeti z najbolj drobnimi stvari tukaj in zdaj. Ne se pripravljati na dobro delo, kot da bomo zgradili eno hišo in rabimo najprej gradbeno dovoljenje in moramo šparati 20 let in tako naprej. Spremembe v sebi, v medosebnem odnosu lahko začnemo delati zdaj. Zdaj lahko nekdo objame nekoga, zdaj lahko nekdo dvigne rit in gre do nekoga, ki ga je zanemarjal 15 minut, 1 uro ali pa 1 leto in mu pokaže, kaj mu pomeni. Ali pa se mu opraviči.
kažejo nam iz režije 20:00. Aleksandar, hvala. Zelo zanimivo, tebi. kot vedno. Moram priznati, da se veselim naslednjič. Super. Hvala tudi vsem vam. Upam, da vam je bilo fajn. Posnetki bodo objavljeni. Z Aleksandrom smo na voljo za kakršnekoli odgovore in se vidimo čez en mesec. Zmenjeno. Hvala. Srečno.